Mene še zanima vadba zaradi Kranja Ljubljana, distributivnice za nezelenske, da se dali vadbe poslovnim gospodinom Gradorferju in Jakliču, zaradi nakupa teh prostorov od Kranjske investicijske družbe, kako komentirate? No, treba povedati, da je dal še proti nekaterim mestnim svetnikom, ki so diskutirali po njegovem mnenju ne v korist tega nakupa, proti županu, ki je vodil tako sejo, da je bilo to sprejeto, čeprav ne glasuje. To je stara praksa Mihe Zvinška, treba pričakovati v tem mandatu še dodatnih 30 ovadb, ker očitno se s tem hrani. Jaz le pričakujem, da bo enkrat dobil tudi ono vadbo za krivo vadbo. Mislim, da ga ni izočilo to, da je dobil sodbo, s katero je dolžen plačati meni zaradi intervjuja pa vas, Maša, 4000 evrov, ki sem jih že doniral, tako da sam čakam, da ta denar pride. In gospod Zbiršek vse svoji želje po svoji vidni vlogi, po svojih nastopih ne najde ruze, kot da dobi tudi tistih par vrstic pri vas s takim načinom vajanja. Mislim, da je Lekarna Ljubljana naredila izjemno dober posel, trdim, da je to najboljša možna lokacija in v tem času, ko je on podal vadbo, bo pač ugotovil, da njegova vadba res sloni na gnilih dejstvih, ki jih navaja. Tako da me to nič ne skrbi, kot tudi nobena druga. Moram preveriti, da tudi bral nisem, ker kar pride od njega, niti ne berem več, to sem že enkrat povedal, ker je brez smisla. In praksa je pokazala. Praksa je pokazala isto kot prva 4 leta, enako počne, enako dela, tako da je on sam, da je proti županovem predlogu, bo tudi delal proti mestni občini, samo da je nekdaj proti. Pravim, če razmišljate, da bi ga vi obazali za razprekovati? Jaz sem se odločil, sem že povedal, po 4 letih na razpolago, da bom poskušal, ta sovražni govor, ki je nastal v parlamentu, saj z dejanji pokazati, da ne gre naprej in da bom pač vsak tisti trenutek, kdorkoli bo na političnem področju, kdorkoli, tudi jaz sem na političnem področju, čeprav nisem politik, uporabil sovražni govor, bom šel na sodišče s pravico in to imam pravico, to mi ustava zagotavlja, enako proti medijem. Ker enostavno vsakič takrat, ko bo neka trditev, ki je bila zmišljena, bom pač zaščitil svoje pravice. Potem bo pa sodišče odločilo, ali ne. Veste, mogoče se vam zdi čuden, ampak jaz prav 58 letih tega sem dedek, nima nobene želje, da me nihče od vas primerja s kakšnim hudodelcem iz sosednje države, pa kletijo, pa ne vem kaj gazga. Je za dosti drugih, za dosti je pisalo meni, mislim, da sem vedno bil na razpolago, tudi zdaj, ker se hotel to imeti, sem rekel, kar poklič, da ne bo obstalo, da nočem dati komentarja, ampak neka meja okusa posebno obstaja. Samo vprašam, kako je zdaj s to predpogodbo? A je to načelno soglasje ali je to zavezujoča predpogodba? Predpogodba je zavezujoča, predpogodba je taka zavezujoča, če se izpolni pogoje, potem pride v pogodbo. In v kratkem bo pogodba podpisana. Zdaj, kako je pa Zbiršek je nekaj od tega navajal, ampak pravi, da v bistvu v predpogodbi se Kranjska investicijska družba zavezuje, da bo v bistvu ta 3 zemljišča pridobila, medtem ko mi smo pa dobili iz Lekarne Ljubljana odgovor, da bojo v bistvu stavbno pravico pridobili, kar ni povsem isto, Ko kupuješ, zdaj bom še enkrat povedal, ko kupuješ etažno lastnino, si ti lastnik etažne lastnine in to zadostuje. Vzemite primer Stožic, še enkrat se bom na Stožice vrnil, Greb je etažni lastnik, ni lastnik nobenega zemljišča. In bom se tudi veste pogledati na zemljiščo knjigo in vprašati Kranjsko investicijsko družbo, če je ta zemljišče pridobila. Ampak na zemljiščih knjigi se da videti. Po zemljiški knjigi v bistvu ni, po zemljiški knjigi gre za to, da gre v bistvu za zaznambe vrstnega reda na eni od teh zemljišč. Na enem zemljišču je ta hipoteka, tako da ni v bistvu tega, kar se tiče Kranjske investicijske družbe, pa so oni rekli, da bi se javno podjetje ne bodo dali. Imajo tudi to pravico, Ja, imajo to še to. Ampak jaz imam drug predlog, Tak sem v srečen otvoritvi, V tem drugem letu sem še vedno na tej funkciji, pač
tako da vas kar vabim otvoritev, ne, lekarne. Jaz sem tudi slišal, da je lokacija slaba za to lekarno. Ne. Veste, to je tak, ne, mi imamo z eno že izkušnjo, ne, nas je, če se spomnite, prve, druge seje mestnega sveta, je članica mestnega sveta, ne, in liste SDS, gospa Pavla Morekar, zelo lepo povedala, ona je glasovala za en sklep in je rekla, da bo pravico uveljavljala na sodišču. Da pač ni narejena aktu v skladu z zakonom Republike Slovenije. Ne. No, za prvi njen predlog na sodišče je bilo zavrženo. Tako da še eno moje vprašanje, ne, in jaz mislim tudi, da je mestni svet in mestni svetnik za to izvoljen delo korist Ljubljane. In ko bo gospod Jazbinšek uspel prepričati, s čem je njegov početek koristno za Ljubljano, pri čemer, če kdo misli, da je cena 2000 evrov za dokončano lekarno, visoka cena, ima vsa pooblastila, bom tudi napisal, ne gre pogajati za nižjo ceno. In tudi pri lekarni velja tisto pravilo iz trgovine, lokacija, lokacija in še enkrat lokacija. Ne. 3 zlata pravila so. Ne. In Marko Jaklič je dober direktor. Rekli ste, da bo pogodba podpisana v kratkem. Kaj to pomeni, da so pogoji že izpolnjeni? Ko bo podpisano, bo se izvedelo. Lekarna pa je javno podjetje, ki bo sporočilo. Samo eno stvar bi povedal, tle sem danes, preden sem prišel poklical Aleksandra Čeferina, mi je dal izjavo v zvezi s to zadevo, s to vadbo. Pa sem mu pa mi glede, tako preden sva se poslovila, sem rekel, vi ste od župana Jankoviča odvetnik, ste odvetnik od Igorja Bavčarja, verjetno ste v kakšni zadevi tudi odvetnik od Šrota, ne, res da v različnih zadevah, ampak ti bi lahko malo z njimi kakšno mediacijo naredili, ne, pa mogoče ne bilo teh točk, ne. Ne, narobe, ne, mediacija ni možna, jaz je ne želim in ne gre za nobene tožbe. Jaz sem takrat tožen, še vedno čakam ta postopek revizije, jaz vem, kaj sem se zmenila z Bavčarjem Paršotom, ne, in kdor je bil takrat na tistem zaslišanju v Kopru, na pričevanju vseh nas, ne, je odnesel svojo sliko. Pa gre za en drug primer. Jaz še vedno trdim, da ta prijava, ki sem jaz dal proti Istrabenzu, Kalaškem, Bavčarju, Paršotu in ki sem jo podpisal, gre za klasično direktno škodovanje delničarjev v korist enega in drugega po cirka tam 23 milijonov evrov. In to, kdor hoče to narediti, ima vse dokumente. Tam je bilo pa 9 ljudi pri tem povezanih in vsi vejo, da so antidotirali pogodbe. Tako da tlele bo lahko vsi mirno dobili. Drugače pa pravim še enkrat to, če kdor to natolcuje, ne, da ta povezava, kdo je mene anonimno vadil, jaz ne vem, pa tudi nima nič proti, da bo zelo jasno. Vi dobro veste, kdaj je prišla ta revizija ven in kdo je komentiral. To je bilo 3-4 dni pred volitvami, prvimi volitvami, odvetnik Zdolšek se najde opričan, da je komentira in jaz še vedno pravim, revizija, ko je berem, nimam kaj dodati. Revizija korektno povzela dejstvo. Ampak enega dejstva ni, da bi bil protizakonit ali pa da bi bil škodljiv za Mercator. Enega ni. In če bi bil, bi že uveljavljal tožbo. In ponovno spet isto zgodbo. A ni zanimivo? Celo leto 2007 in 3 let 2008 je bil predsednik vlade, ne, Janez Janša in notranji minister Mate. In mi hočete povedati, da so oni mene čuvali in pazili, ne, da niso dali to vadbo naprej v preiskavo oziroma v česlanje, ne, podrobnosti. In potem je nekdo pač začel, ne, vsake 14 dni pisati, da je treba to pregledati, kaj dela. Ko je prvič policija sprejela, da ni osnov, ne, in da je zavržena, pa to predlagala, je tožilstvo še enkrat hotelo nekaj preiskati in zdaj so pač to sprejeli, kaj so sprejeli. Ne vem pa, kaj so sprejeli. Zdaj javno pozivam tožilstvo, ne čim prej sprocesira. Čim prej ne da. Karkoli bojo našli, ne da čim prej. Tako da gre za čist druge oblike. Ne. In to, ko vaša, oziroma ne, ni vaša kolegica, ampak tiskovna predstavnica SDS-a komentira, ne, da 12. avgusta 2005 se pri Janši ni zgodilo, kar je Janša velikat izjavil in tudi zapisnik obstaja, ne, to je ta, ne smem ga reči, bom se zadržal. Res taka neumnost, ne, ko kupec reče, da je prodal, da je kupil od njega Mercator, ne, v zameno za delo, ko sekretarke, ko enkrat neha biti njegov sekretar, to pove, ne,
Ne, to nič ne velja, kar je on rekel. Ne. In zdaj je dodal novo stvar, da če me ne bi zamenjali, bi jaz naredil isto zgodbo Mercatorjem, kot z Merkurjem, ne, da bi bil v stečaju. Ne. Jaz pa zdaj poudarjam, če bi takrat dovolili in prejšnji predsednik vlade, to Rop in Janez Janša, to privatizacijo 4x25%, ker bi imeli 2000 zaposlenih v Mercatorju 25%, bi bil to model celo Slovenijo in ne imeli nobenih stečajev velikih firm. Trdim, ker ne bi bila firma obremenjena in bi razvoj šel naprej normalno. Ampak zgodilo se, kar se je zgodilo. Ne. Tako da se vidi, da se Janez Janša ne učil gospodarstva kot predsednik vlade, prej nima izkušenj nobenih. Ne. Tudi to zapišite, tudi to lahko preverimo po CV-ju. Hvala lepa za vašo prisotnost. Mi da pa gremo. Hvala lepa.